Moj referat bo nekako razdeljen na dva dela. Prvi del je nekakšen etnološki uvod v problematiko, drugi del, ki je malo bolj resen, recimo temu bo pa govoril o metodah trženja izdelkov v modernem času. V naslovu animizem kot sodobni način promocije blagovnih znamk uporabljamo izraz, ki je strokoven, torej animizem, in pomeni splošno človeško lastnost, znano že tudi lovskim nabiralskim ljudstvom, da pripisujejo človeške značilnosti tudi živalim, rastlinam in celo predmetom. No in dejansko moj tekst govori o tem, kako je ta animistični občutek mogoče danes izkoristiti za privabljanje kupcev različnih industrijskih izdelkov. Moral sem malce stisniti ta tekst zaradi omejitve časa, tako da se že vnaprej opravičujem, če bo majčken fragmentaren. Mogoče boste imeli občutek, da malo preskakuje, ampak glavne stvari pa bo pa le povedal. Torej, po slovenskih ljudskih predstavah, ki jim lahko najdemo tudi mnoge tuje paralele, je vse do najnovejšega časa veljalo, da so rastline živa bitja, ki so v pradavnini na začetku sveta znale celo govoriti. Po tej interpretaciji je narava polna takšnih čutečih živih bitij, s katerimi je človek nekoč v preteklosti navezoval stike. To je bil partnerski odnos med sebi enakimi in je značilnost arhaičnih oblik religije, ne le animizma, pač pa tudi totemizma in šamanizma. No in tudi na Slovenskem imamo take zgodbice, ki vsebujejo animistične prvine. Ena od njih govori o stvarjenju sveta kmalu potem, ko je Bog ustvaril rajski vrt. So se rastline med seboj začele pogovarjati, katero bolezen, katera zdravi. No in to zgodbico je zapisal Fran Erjavec že davnega leta 1882. Glasi se pa takole. Sprva so govorile vse rastline. Kadar je šel človek po gozdu, so besedovala drevesa, in če je šel posenožiti, mu je povedala vsaka zel, jaz sem za to, jaz za to. Ko so se tako med seboj pogovarjale, kakšno bolezen bo katera zdravila, je rekel njivski osad, jaz bom za 300. Temu so se vse rastline glasno zasmejale. Bog jih je slišal, se razjezil in jim vzel besedo. In od takrat seveda rastline ne govorijo več, ali pa vsaj tako ne, da bi jih človek lahko razumel. Torej, ta zgodbica, ki je služila bolj za zabavo, malo pa tudi za razlago, zakaj rastline pač molčijo danes, je bila potem ponovljena še v različnih variantah, oziroma priobčena v različnih ljudskih variantah. In sicer na Koroškem je namesto njivskega osata nastopal nekoristni plevel, ki so ga slovenski Korošci imenovali črevec, in ime in skriti pomen te rastline naj bi nekemu kmetu razkril sam hudobic.
Po nekaj uvodnih stavkov se pripoved začne s tem, da je nekdo ujel hudiča in ga enako, kot so to delale čarovnice, zaprl v steklenico. Vse skupaj je postavil nekam ob pot na vroče sonce. Potem se pa zgodba pravzaprav zares začne. Citiram. Podoba je prestajala silne težave in bolečine, kajti svetloba ji je strašno zoprna. Mimo je prišel kmetič in slišal v steklenici jok in stok. Pogledal je in tedaj ga je hudoba zaprosila, da bi jo rešil. A kmet se ni hotel prenagliti. Rogač mu je obljubil zlate gradove za svobodo. Kmet je že hotel oditi, tedaj pa je vrag še bolj milo prosil in obljubil kmetiču, da mu pokaže vse zdravilne rastline, ki rastejo na polju, ob potokih in v gozdu. To je več vredno, kakor vsi zlati gradovi sveta. Ponudba je bila kmetu tako všeč, da je odprl steklenico in spustil najhujšega sovražnika človeštva na svobodo. Komaj je vrag prišel na zrak in se pretegnil, je zaklel, ker je stopil na črevec. Kmetu pa je rekel: vidiš, to je črevec, ki naredi drisko. Kmet je bil hud in ni verjel, da bi bil ta plevel za kakšno rabo. Sprl se je z vragom in ga nazadnje zapodil sebi in vsem ljudem v škodo. Radovednost je gnala kmeta, vendar le, da je poskusil to sredstvo in res je učinkovalo, tako da je bilo strah in groza. Zdaj se pa citat konča. Ta zgodbica je šla v knjigi Vinka Mederndorferja Koroške pripovedke. To omenjam zato, ker je bila potem, glede na to, da je šla v Ljubljani, večji nakladi je bila dobro znana otrokom in tudi odraslim, recimo nekterim, ki jih je ta stvar zanimala. Torej, bi rekli, da je hudič kmetu po eni strani razkril resnico, da uživanje listov črevca v večjih količinah dejansko učinkuje odvajalno. Vendar ga je s tem po drugi strani prevaral, saj ni izpolnil obljube, da mu bo pokazal katero od zdravilnih rastlin. Z nekaj domišljije bi lahko dodali, da lahko verni kmet še danes čaka na primerno zadoščenje. No, in zadoščenje te vrste danes ponuja farmacevtska industrija in v sodobni medijski kulturi to ne more in ne sme ostati skrito. V televizijskem oglasu Slovenske oglaševalske agencije Publicis iz leta 2009 se je pojavila prav ta zgodbica, v kateri hudič povzroči zgago ali pekoč želodec, kar je pač v skladu s tem, kar smo prej prebrali. Hudobec je prikazan na zabaven način, z veliko glavo in 3-zobnimi vilami v rokah, ob ognjenih zubljih, ki razsvetljujejo temino pekla in obenem ponazarjajo pekočo bolečino. Tedaj pa se kot pravi deus ex machina pojavi tableta Bayerjevega rukoluta, prežene hudiča in nato odpravi še želodčne težave. V ponovljenem oglasu iz leta 2013, to se pravi nedavno, je še ta dopolnitev, da zgodaj na vilah nosi feferon. Avtor tega oglasa je očitno poznal ljudsko zgodbico in svoje reklamno sporočilo oprl nanjo in ga vsebinsko prilagodil zahtevam 21. stoletja. Sestavil pa ga je iz dobro znanih in trdoživih vizualnih simbolov in alegorij, razumljivih vsakemu človeku. Funkcija blagovne znamke je namreč vedno nekakšna pripoved, pa naj bo v literarnem ali slikovnem smislu. Pri trženju izdelkov kozmetične industrije se je na primer na Zahodu odlično izkazala stara dobra
in vsakomur znana pravljica o Pepelki, ki je artikulirala in promovirala sanjarjenja deklet po čudežni spremembi v lepe princese. K uspehu naše promocijske akcije so seveda prispevale tudi izkušnje iz preteklosti. Ta reklama ni nastala iz nič, ampak je bila posledica nekega daljšega procesa. Kratke reklame oziroma reklamne stripe za osvežilno pijačo Date je že leta 1976 začel objavljati časopis Delo. V njih nastopa trebušasti slonček, ki ga tarejo težave sodobnega življenja. Utrujenost, utesnjenost, preobremenjenost. Po kozarcu pijače, narejene v radencih, se prerodi, postane poskočen, nasmejan in svež. Do konca leta 1977 je bilo narejenih 10 takšnih stripovskih zgodbic in 2 reklamni risanki za televizijo. Njihov avtor je bil akademski slikar Jaka Judnič, tedanji vodja filmske sekcije studija Marketing Delo, avtor glasbe za TV spot pa Urban Koder. Podobne reklame so se pojavile tedaj tudi za sadni sok Pingo, ki ga je ponujal Pingvin, in za sardine Eva, ki jih je v velikih količinah doltal Mrož v mornarski obliki. Vse kaže, da so bile tovrstne reklame že v 70-ih letih zelo priljubljene. V čem je bila pa pravzaprav njihova privlačnost? Gotovo ni mogoče tu spregledati vpliva Disneyjeve šole, ki se je že več desetletij prej utrla pod src svetovne publike. Slovenski časniki so prve Disneyjeve stripe pravzaprav začeli objavljati že v 30-ih letih pri nas. Animirani film Sneguljčica pa je prišel v naše kinematografe leta 1938. Ta vpliv je zaznaven kasneje v stripih Milka Bandića iz leta 1927, potem Saše Dobrile na začetku druge vojne in Mikija Mustra po drugi svetovni vojni. In v čem je bila skrivnost Disneyjevega uspeha? Potem je že zgodaj in sebi lastno pronicljivostjo pisal nihče drug kot sovjetski filmski režiser Sergej Eisenstein, ki je obiskal Hollywood leta 1930. Navdušil se je nad Disneyjevimi animiranimi kartuni, ki so začeli svoj zmagoslavni pohod le 2 leti prej. V njegovi risbi je odkril lastnost nestabilne stabilnosti, kot je on temu rekel, ki ji je dajala izjemno atraktivnost. Ta plazmatičnost mu je pomenila nekaj prvobitnega, kar vsebujejo tudi osnovni elementi ogenj, voda, zrak in zemlja. Animiranemu filmu je tako po Eisensteinovem mnenju mogoče slediti vse do anime in animacije, torej do oživitve stvari, s tem, da ji je dano gibanje. Ob tem je zapisal, že sama ideja animiranega filma je dejansko neposredna manifestacija ideje animizma. Disneyjevi živalski liki so ga spominjali na arhaične strukture animizma, totemizma in mitov o nastanku sveta. Opazil je, da prehod risbe iz ene faze v drugo povzroča naravnost, ekstatične učinke, zbujajoče strah in smeh. Kasneje, v 90-ih letih, ko so marketinški strokovnjaki skušali ustvariti trdno teoretično podlago človeku prijaznemu načinu trženja blagovnih znamk, so se oprli na izsledke etologije, torej znanosti o živalskem obnašanju, in pa antropologije. Opazen je bil, na primer, vpliv knjižne uspešnice Stuarta Guthrieja Faces in the Clouds, ki obravnava antropomorfizem in pa animizem. Po njem so se ljudje od nekdaj oklepali iluzorne podobe počlovečenega sveta, in to zato,
ker bi bil brez tega nerazumljiv, nepregleden, nezanesljiv. Svet s človeškim obrazom je preprost in lahko obvladljiv. Ta vizija je spontana in živa še danes. Pomembno je, da jo novi animizem prenaša na izdelke visokih tehnologij in s tem postavlja novo mejo med živim in neživim. V današnji dobi masovne potrošnje so dobili prodajni artikli izjemno moč, oblikovanja družbenih in kulturnih praks, človeškega obnašanja in konceptualnih procesov, ki osmišljajo naš svet. Tudi drugi antropolog, Anglež Alfred Gell, je opazil človekovo dojemljivost za čar tehnologije in jo imenoval Enchantment of Technology, zaradi katerega vidimo realni svet v neresnični začarani obliki. Animistični odnos današnjih uporabnikov do mnogih tehničnih naprav je pragmatični odziv na dejstvo, da so le-te sposobne pisati in čitati, kar istovetimo z znaki inteligence. Čar tehnologije je povezan z magičnim občutjem, ki ga še potencira dejstvo, da o večini mehanizmov ne vemo prav natanko, kako delujejo. Ob tem pa izgledajo, kot da so živi, inteligentni in samostojni. V zvezi s tem sta se uveljavila izraza tehnoanimizem in digitalni animizem. Med magijo in tehnologijo pa obstajajo tudi druge konceptualne povezave. Grška beseda magija izhaja iz praindoevropskega korena mag, v pomeni nekoga, ki ima moč. To pa je tudi osnova grške besede mekanikos in nekateri poznavalci opozarjajo še na izraz mekona iz hebrejske Biblije, ki pomeni različne naprave stoječe v nekdanjem jeruzalemskem Salomonovem templu. Tu imamo, torej že v antičnem času, pravzaprav prototip besed mehanika, mehanično in podobno, s katerimi označujemo danes vse tehnične naprave. Tudi latinska makina nastopa v figurativnem smislu kot zviti trik. Seveda, ob tovrstnih ugotovitvah ne kaže pretiravati in lahko tudi rečemo, da nekatere blagovne znamke zaradi bistroumnega marketinga res se kažejo blizu nekaterim ljudem, res so jim pisane na kožo, lahko jih dojemajo kot prijatelje in ostajajo zvesti dolgo vrsto let, zaupajo v njihovo kvaliteto, a se hkrati vendarle zavedajo, da gre pri tem za eno vrste igro. Zato je treba upoštevati, da stopnja očaranosti s ponudbo raznovrstnih dobrin varira. Nemalokrat antropomorfizem in animizem v reklamah sprejemamo kot zabavo, ki nas spominja na otroštvo in budi v nas potlačeno otročjo noto. Ampak je pa tudi res, po drugi strani, da se otroci v rani mladosti privadijo konvencionalnim simbolom in fabulom prav prek sveta živali, rastlin in stvari. Prav prek teh živalskih likov so otroci vseh časov in kultur spoznavali značilnosti, nevarnosti in priložnosti obdajajočega okolja. Z odraščanjem se ti simbolične povezave ne izgubijo, dobijo le drugačno funkcijo. V našem sodobnem okolju se rade preselijo v politične karikature, naprimer za odrasle. Potem v teh karikaturah seveda nastopajo državniki v vlogah pravličnih junakov, potem osebe iz mitov in pravljic nastopajo v reklamah, šalah in stripih in tako naprej. Takšni junaki imajo
ustaljene in vsem znane značajske poteze. Bodi si napadalni jastreb, miroljubni golob, poosebljeni bog Mars, celo bombe in rakete s človeškimi obrazi. Gotovo pa gre pri tem, da mi danes sprejemamo in doživljamo te animistične reklame, še za nekaj več. Za občutek naraščujoče neustreznosti kartezijanskega modela mišljenja. Produciranje hibridnih bitij na relaciji objekt-subjekt ali družba-narava, ki mu osnove najdemo že v animizmu, se danes kaže v napol resnem pripisovanju osebnosti tehničnim predmetom, kot so na primer igrače, avtomobili, roboti in tako naprej. Takšni kvazi objekti ali subjekti, kot jih imenuje Bruno Latour, ali takšne avtomoto duše, kot jim je rekel Matjaž Kmetzer, se kljub očitnemu odtujevanju človeka od narave dobro znajdejo v postindustrijskih družbah in morebiti celo kažejo znamenja ekspanzije. Tako, s tem bi jaz končal, no, upam, da sem malce nakazal te povezave, psihološko, etnološke, pa še ekonomske, ne, zraven.